En lep pozdrav, prosim, malo tišine. Tako da se malo umirimo, da smo se malo spoznali, kjer smo. Lepo vas je videti v takem številu. Pozdravil bi najprej goste naše. To je Peter Miklavčič, predsednik zveze, potem je župan Trzina, gospod Peter Ložar, potem so tukaj predstavniki društv diabetikov gorenjskih društev, to so Kamnik, Kranj, Tržič, Jesenice, Škofja Loka. Zdaj pa za uvod, da se bomo malo sprostili, pa da bomo imeli, ko bi rekel, malo sprostitve, pa da se umirimo, bo naš ansambl zaigral. Imamo ansambl, pa sam pravite, da sta Tone pa Dušan in sta to cel ansambl. Roman, no? Ja, tako da prisluhnimo glasbi in potem bomo pa nadaljevali s občim zborom. Še en aplavz za predsednika. Tudi jaz vas pozdravljam v svojem imenu in pa seveda Romanovo, da se boste poleg tistega poročila pa pozitivne bilance oziroma blagajnega stanja naužili, pa bomo malo skupaj zapeli, če boste za to, seveda pa vsem možnost tudi, da zaplešete, ker je tudi pravilno, malo ob domači muski, takšne, bomo malo bodili na tiste te stare zlati čase, kam hitite, pa tako naprej, ne? Če vam je, bo to všeč. Ki bomo vsi zapeli, tako da boste tudi vi zraven lahko sodelovali. Ja, čist narodna starost, lakamo. Doline tihi je vasica mala, večerne mraku se želilno spava, le eno okno še oprto je. Hvala ansamblu. No, zdaj pa lahko začnemo po tem uvodu z programom občnega zbora. Začnimo s delovnim predsedstvom. Predlagam za predsednika predsedstva Čeh Vido, za člana gospoda Jožeta Vodnova in Marto Jakšič, za zapisnikarja Mojco Hrčar. Ali se s tem strinjate, imate kakšen predlog? Prosim, da z dvigom rok potrdite. Hvala. Zdaj pa prosim delovno predsedstvo, da zasede svoje delovno mesto. A se kaj sliši? Vse. Vsem prisotnim se v svojem imenu in imenu ostalih članov zahvaljujem za vaše zaupanje. Najprej pa moramo izvoliti še verifikacijsko komisijo, ki bo ugotovila število prisotnih udeležencev društva. Za verifikacijsko komisijo predlagam gospoda Dragota Poljanška in Marijo Petrka. Če se strinjate, prosim, da potrdite to z dvigom rok. Hvala lepa. Je kdo proti? Se je kdo vzdržal? Ne. Istočasno moramo izvoliti še overovatelje zapisnika in sicer predlagamo Pavlič Franca in Jožico Rožič. Če se strinjate s tema predlogoma, vas prosim, da tudi tokrat dvignete ročice. Hvala lepa. Je kdo proti mogoče, ali se je kdo vzdržal? Ne, zdaj dvigne roko. Ali ima kakšen drugačen predlog morda? Torej, hvala lepa.
In prosim zdaj verifikacijsko komisijo, da poda poročilo. Drago je zbral pogum in prihaja. Hvala za zaupanje. Prisotnih je 78 članov in 12 gostov. Hvala lepa. Tako ugotavljamo, da je občni zbor sklepčen in lahko nadaljujemo z delom. Za nadaljnje predlagam naslednji dnevni red. Poročilo o delu društva za leto 2016. Potem sledi finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije, na kar so razprave na vsa poročila. Ker so letos volitve, gre na naslednji točki za razrešitev dosedanjih članov odbora, vseh odborov, potem izvolitev novih članov odborov, potem sledijo načrti za delo v leto 2017, potem finančni plan leta 2017, na kar bomo dali seveda besedo gostom in ne nazadnje bodo sledila podelitev priznanj. Če imate še kakšen dodaten predlog dnevnemu redu, vas zdaj prosim, da to dodate. Je kakšen predlog mogoče? Ste se kaj spomnili, kaj bi bilo dobrega dodati? Če ne, vas prosim, da ta dnevni red potrdite z dvigom rok. Je kdo proti? Se je kdo vzdržal? Ker ne, se vam zahvaljujem. In ker je tale dnevni red je zelo dolg, pravzaprav vsebuje 11 točk, zelo obsežen, vas prosim, da pri naslednjih poročilih, ki bodo sledila, pozorno sledite in predlagam, da mnenja o razpravo in pač damo na koncu vseh teh poročil. Zdaj pa prosim predsednika društva, Braneta Peterko, da poda poročilo o delu društva in dejavnost društva za leto 2016. Prosim, da. Hvala. Leto 2016 smo pustili za sabo. Probali smo izpolniti program, ki smo se ga zadali za leto 2016 in uspelo nam je, v glavnem skoraj 100%. Pripomb ni bilo dobenih takih nesoglasij ali pa problemov, tako da smo probali, kar je možno v izvršnem odboru izpolniti vse obveznosti, ki smo se jih zadali. Tako da gremo lahko kar po vrsti, kar se tiče teh obveznosti, ki smo imeli predavanja. Smo imeli 3, tako kot vsako leto imamo v programu in ta predavanja so bila obiskana kar solidno, lahko bi bila boljša, rečemo, zaradi pomanjkanja članov. Tako da je bilo na teh predavanjah 91 članov. Potem ta okrevanja, ki imamo vsako letno 2 okrevanja, eno na morju, eno Toplice, sta oba dva, kaj dobro uspela, je bilo tudi 48 članov. Potem pohode imamo 4, ti pohodi so bili razni, malo po ravnini, malo po hribih, vse posod, tako da probamo te pohode narediti zanimive, pa da se jih lahko udeleži vsak, tudi tisti, ki ima slabši pohodnik. Meddruštveni pohod v Domžalah je tudi dobro bil obiskan, tudi od drugih društev, gorenjskih in ostalih. Potem imamo pa meddruštvene pohode, te tudi obiskujemo, kolikor lahko uspemo dobiti pohodnike. Malo problem imamo tudi malo s tem vožnjem, šoferjev je manj, in tako da probamo priti na čim več pohodov gorenjskih društev. Ta druženja, ki imamo skupna, so športno druženje, je bilo letos v Škofji Loki lepo organizirano, tako da vsa čast, da se podstopijo teh organizacij društva. Potem je izlet, smo imeli tudi Dobropolje, dolina Dobropolska, izlet na Alpski Tromeji smo tudi bili, tukaj je bilo pa 109 članov, tukaj je kar dosti udeležbe. Tako da občni zbor, na Viru, ki je bil, tam sem bil jaz odsoten, tako da so
namesto mene vstopili vsi drugi in so izpeljali, koliko je treba. Tako da sem vesel, da imam tako ekipo okrog sebe, da se lahko zanesem z nama. Bilo je tudi skoraj podobno članov kot danes. Potem imamo vsakoletno obdaritev starejših članov, to je decembra. Letos 16. nismo vzeli dobenih teh novoletnih zabav ali pa teh stvari, tako da bomo letos probali še to obnoviti malo. Zdaj pa za meritve. Mi se probamo čim več meritev dati na te javne prireditve, to so kakšni shodi, kakšni koncerti ali pa kakšne športne prireditve. Tako da smo imeli v Trzinu bil Florjanov sejem dosta obiskano, tam smo imeli v bistvu skoraj 300 meritev, še več kot 300 meritev smo imeli. Tako da je dost obiskane te stvari in se poslužujemo tega, da bomo to probali čim večkrat ponoviti. Probamo se tudi na teh večjih sejmih ali pa te trgovski centri so zdaj zanimivi. To so najbolj obiskani objekti po Trnovem. Večjih je v trgovskem centru, kot pa na športnem parku. Tako da probamo tudi te centre obiskati, da bi probali čim več dobiti članov ali pa ugotoviti diabetike. Tako da imeli smo tudi na skupščini, na zvezi par sestankov, pogajanj. Imeli smo pa mi kot društvo 30-letnico, smo letos praznovali 60-letnico zveze in smo bili v bistvu organizatorji te prireditve. V tem bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali, pripomogli in donirali za to prireditev. Tudi zveza je pristopila k tem. Vsa društva so bila v pomoč, tako da se lahko zanesemo tudi na druga društva, da nam dajo svetovanja in pomagajo pri teh nalogah, ki jih imamo skupaj za sladkorne bolnike. Tako da obenem bi tudi pozdravil župana, no se ni več, ker samo enega imamo, tako da pri nam je problem v naši občini župani dobiti skupaj. Imeli smo res srečo, da nam je na centralno prireditev 30 let prišlo vseh 5 županov. Tako da en aplavz našemu županu, ki je prišel. Da z veseljem spremljamo to in imamo 5 občin in v teh 5 občin probamo dobiti sredstva za delovanje društva. Tako da v teh časih smo itak društva bolj sama humanitarna, delamo bolj entuzijasti, delamo izvršni odbor, pozdravljamo še eno kolego, imam družina, tako da v glavnem v teh društvih, humanitarnih pa teh delajo samo v glavnem ožji člani družine pa izvršni odbori. Tako da probamo dobiti nove člane in apeliram tudi na ostale člane, da vsak, kjer ima poznanga, da ponovadi pripelje enega ali pa 2 sabo. Če ne drugega, samo toliko, da pride na naše predavanje ali pa naše pohode ali pa te stvari. Tako da zaenkrat leto 16 smo zaključili, kolikor smo uspeli, mislim, da je bilo v redu. In zdaj gremo naprej v leto 17. Hvala. Hvala, Branko, za podano poročilo. In zdaj prosim gospod Mojco Grčar za finančno poročilo za leto 2016. Hvala lepa, gospod Mojci. Zdaj pa prosim, da se prebere poročilo nadzornega odbora in prosim Jožico Rožič, da to stori. Kje pa je? Že prihaja. Se celo to spomni, ja? Hvala lepa, gospodu Božiču, za poročilo. Zdaj pa odpiram razpravo na vsa prebrana poročila. In prosim se vas tukaj, če ste kaj poslušali ali imate kaj za dodati, pripomniti ali kakorkoli pohvaliti, kritizirati, karkoli želite.
Beseda je vaša. Malo se pogledajte en drugega in potem kaj povejte. Se opogumili niste ali se pač ni treba? Če ni pripomb, potem predlagam, da ta poročila potrdite. Ali se strinjate, da jih potrdimo skupaj ali vsako posamezno? Prav. Zato dajem na glasovanje poročila v delu društva in naše poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo disciplinske komisije. In vas prosim, da potrdite z dvigom rok, da potrjujete ta poročila. Hvala lepa. Je kdo proti ali se kdo vzdržal morda? No, ugotavljamo, da so podana poročila potrjena. Hvala lepa. Naslednja točka je razrešitev dosedanjih članov odborov, kajti mandatno obdobje leta 2013 do 2017 je minilo in, hitro mine, in podajam predlog za razrešitev članov izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. Istočasno se poda predlog za razrešitev predsednika društva in predlog za razrešitev tajnice društva. In prosim, če vsi prisotni potrdite to razrešitev z dvigom rok. Hvala lepa. No, zdaj smo brez vlade, trenutno brez vlade, ste potrdili. No, zdaj moramo hitro ukrepati in izvoliti nove člane. In izvršni odbor je pred današnjim občnim zborom, torej še taki je obstajal, na svoji zadnji seji predlagal naslednje člane za izvršni odbor. Braneta Peterko, Vido Čeh, Dragota Poljanška, Franca Pavliča, Petra Dragarja, Marto Jakšič, Antona Košmrlja, Vadna Marjana in Mojco Grčar. To za izvršni odbor. Za nadzorni odbor Jožico Rožič, Štajner Mileno in Skočir Štefana. Za disciplinsko komisijo Ivana Božiča, Jožeta Vodnova in Dragico Vodnov. Zdaj vas pa prosim, če imate še kakšen predlog, prosim, predlagajte. A je pri vas še kaj, kakšna misel vzniknila, ki bi obrodila sadove? No, če teh predlogov pač ni, dam predlagane člane na glasovanje in prosim, da to potrdite z dvigom rok. Hvala lepa. Če se je kdo vzdržal ali mogoče kdo proti tem predlogom, ali pa še nove prej, tudi prej niste prej. Ja. Zdaj imamo pa še seveda potrebno izvoliti ponovno tajnico in predsednika. Za tajnico društva smo ponovno predlagali gospod Mojco Grčar. Če ima kdo kakšen drug predlog, če se s predlaganim strinjate, vas ravno tako prosim, da dvignete roke. Danes telovadba na prvem mestu, ja. Ok. Ja, tako. Jaz se zahvaljujem za zaupanje in bom še naprej vodila društvo vzorno in se trudila, da bo vsa administrativno računovodstvo in vsa ostala administracija, kar je potrebno, urejena in da bo vse narejeno tudi pravočasno. Jo bomo družno podpirali. No. Za predsednika društva ponovno predlagamo gospoda Braneta Peterko. Mogoče drug predlog, očitno ne po tem aplauzu. In če se s predlaganim strinjate, prosim, če to potrdite z dvigom rok. Hvala lepa.
Hvala za ta enotno izbor in Braneta prosim, če pride na oder. Vi pa en velik aplavz za njega. Zdaj pa hvala za zaupanje. Jaz sem mislil, da bo kakšen mlajši prišel, da bo prevzel te vlogo, pa da bo kaj novega pripeljal, ampak vidim, da smo mi že uigrana ekipa, da nas imate rad in da smo v bistvu stara ekipa, nova ekipa. No, tako. Tako da res hvala vam. Mi se bomo pa potrudili, da vam bomo probali čim več stvari zagotoviti, pa pomagati pri zdravljenju vaše sladkorne. Vabimo vas, pridite na naše prireditve, na naše pohode, vse, kar bomo probali za vas narediti. Rabimo odziv od vas, veseli smo, tudi kritike, boljš kot pohvale. Tako da res hvala vam za enkrat in se bomo trudili, da bomo še naprej to obdobje vodili, koliko je treba zgledno. No, predsednik, ker ste zdaj novi, stari novi, te seveda prosimo, da poda plan in načrte za leto 2017. Torej, vlado spet imamo. Zdaj, če imate seveda dodatne predloge, jih pripombe in karkoli že, vas prosim, da jih zdaj date na plan. Glede vsebine programa in seveda glede finančnega programa. Če tega z vaše strani ni, potem vas prosim, da z dvigom rok potrdite finančni in delovni načrt društva za leto 2017. Hvala lepa. Čeprav pa vedno imate dodatne pripombe, ker se sliša predsednika, da pač pridete, karkoli želite, še vedno se da program spreminjati. Zdaj pa dajemo seveda besedo našim gostom, ker smo jih dolgo gostili čakati in Gizel, prosim, da so dobrodošli s svojimi kakorkoli besedami. Izvolite, gospod predsednik zveze Peter Miklavčič. Ja, sej se bo vse. Dober večer, vsi lepo pozdravljeni. Prav vesel sem videti v tej dvorani tako lepo zasedbo. To pomeni, da društvo deluje dobro, da ste dobri člani in da ste uspešni. Jaz bi ob tej priliki prvo seveda čestitev predsedstvu oziroma vašemu vodstvu za minulo obdobje in istočasno za izvolitev, saj so mislim, da isti, vsaj predsednik, tiste, ki poznam, za naslednje 4 leta. Čestitka njim, jaz mislim, da dobre konje se nikoli ne menjava in to je prav. Naj delajo naprej, gospa in gospod in vsi ostali člani ste zelo uspešni. En aplavz za novo vodstvo. Tukaj sem bil pred letom dni na vašem zboru, pa je tako zmerom vprašanje na zvezi. Mi imamo 41 društev. Kam naj gremo? Kje se bomo udeležili? Pa smo rekli, pa lansko let sem rekel, moram iti v Domžale, ker Domžale pripravljajo nekaj strašno pomembnega tudi za Slovenijo. In letos sem šel ponovno, ko sem gledal sezname, kam, prvo sem obkljukal Domžale. Zakaj Domžale? Domžale zaradi tega, zdaj govorimo o vseh 5 občinah, ne samo Domžale uporabljam samo kot ime. Čestitam vam za tako prireditev, ki jo Slovenija še ni videla. Vi ste pripravili 60-letnico zveze, 30-letnico vašega društva in fantastično udeležbo iz cele Slovenije. Ne samo iz cele Slovenije, celo iz Evrope so prihajali, saj smo imeli predsednico mednarodne organizacije, imeli smo zelo, to se ne vidi po drugih društvih, vse župane tukaj na tej prireditvi. Seveda, mi smo imeli tudi eno velik lep stol za ministrico za zdravje, menda smo bolniki in menda spadamo v ta resor, vendar
ministrica ni imela časa. Baje je reševala zdravstveno reformo. Ali jo je rešila ali ne, ne vem, to boste pa zvedeli pri poročilih. Pri poročilih so vsak dan, gledajte, bodite pazljivi. Poleg športa je ministrstvo za zdravje pa problemi v zdravstvu. Ali zdravniki nočejo delati, ali jih je premalo, ali jih je preveč, ali se je avto pokvaril, vse, kar se zgodi. Če se v Ljubljani mačko povozi na Zaloški pred kliničnim centrom, je to prva novica na televiziji. Tam je povozil mačko, pa naprej. Zadaj pa klinični center, blablabla. Torej, zdravstvo je strahovito pomembna zadeva, predvsem pa to mi vemo, ki se družimo v društvih, predvsem tisti bolniki, ki imamo to bolezen za zmerom. Jaz upam, da jo bomo tudi preko društev in naših aktivnosti olajšali, da jo bomo lažje obvladovali. Je pa dejstvo, ko smo primerjali evropske države s Slovenijo, v Sloveniji diabetes je dobro omogočen. Vi lahko dobite praktično vsa današnja moderna zdravila in zdravstvene pripomočke, tako da lahko to bolezen obvladujete, samo če imate voljo in če ste pripravljeni na tem sodelovati. In to vam želim. Če boste pametno sodelovali z zdravstvenim timom, z vašim društvom, se zavedali te bolezni, vam bo lepo in boste živeli bolj uspešno kot ljudje, ki so tudi brez bolezni. Hvala. Hvala lepa, gospodu predsedniku. Bi še kdo povedal kaj? Gospod Peter Ložar, župan Trzina. Ja, takole, res lep pozdrav, zdaj se prvič srečamo na občnem zboru. Moram se malo upravičiti, bom tudi upravičil še ostale župane. Se veste, marec je mesec občnih zborov in več kot na enem mestu naenkrat ne moreš biti. Ne? Letos se je, vsaj kar se meni tiče, fino poklopilo vse skupaj, tako da se lahko tudi srečamo. Takole, najprej res čestitke, slišam, da zelo uspešno delate. Glede na to, kako hitro ste izvolili novo vodstvo, moram reči, da mu očitno res zaupate, ker mislim, da toliko hitrih volitev še nisem doživel, pa sem bil kar na veliko občnih zborih. To pomeni, da tudi si zaslužite najbolj resen aplavz. Tako, res čestitke in za minulo delo, tudi plani vidim, da so smeli. Zelo sem vesel, to, kar ste omenili, da v bistvu, da ste bili lansko leto v Trzinu na Florianovem sejmu. Letos ste seveda spet vabljeni, ker mislim, da je veliko treba narediti za to, da se nekako mi vsi, da se ozavestimo, da v bistvu se sploh spoznamo s to boleznijo, ker vidim, da je res zahrbna. Namreč, ko sem pred leti, je, bom rekel, moj sošolec, pravzaprav paralelka, ko sem postavil diagnozo, sem bil zelo presenečen, ker si rečeš, pa ne, saj še niti 40 nismo bili. Ampak takrat sem prvič nekako dojel, da to zna biti pa res nevarna, tako bom rekel, nevarna in zahrbna bolezen. Ko je pa en mesec nazaj mi prijatelj povedal, da je njegova 14 let stara hčerka, da je tudi dobila diabetes, pa ne mi zameriti, ne vem, mislim, da tega hujšega. No. Ja, res, veste, se vidi, da tudi ne glede na to, da sem že bil tudi na prireditvi lanskoletni, pa smo vsi mečkani tako, da ne vemo, ampak je pa in je bil izredno potrt in tudi, moram reči, že hčerka bolj sprejela pravzaprav vse skupaj kot pa. Torej, je res bolezen, ki nekako ne prizanaša nikomer. Tako, še enkrat bom rekel, želim vam res uspešno delo, še naprej, da ne bo tako, kot je gospa predsedujoča prej rekla, mu daš besedo, pa noče dola, ne. Mislim, da za prvič smo si, bom rekel, da smo se vsaj spoznali, je čisto v redu, tako da uspešno delo še naprej in se vidimo naslednje leto. Hvala. Hvala lepa. Velja za domače. Če ne še zmeri predolgo, lahko prijatelj. Vse v redu. Ja, iz Tržiča. Beseda je vaša. Najprej bi pozdravil vse na občnem zboru iz Tržiča. Istočasno pa izkoristil priložnost,
da v vaši 30-letnici damo eno priložnostno darilo z našega konca, ki je simbolično, ki je v pobratenju med Tržičem, knjiga o pobratenju med Tržičem in St. Marijo Min. Te rože so pa naredili naše bolnice, oziroma naše članice, imamo en svoj krožek, kjer se z ročnimi deli ukvarjajo. Zato bi prosil gospoda Peterko, da mu ne bo še konc, ne bom nehal. Še dve stvari sta. No, še enkrat bi ponovil, da ste 1. aprila lepo vabljeni, vabila bodo še prišla v društvo, ko bomo imeli meddruštveni pohod po poteh 3 zvonov. To bo spet en konc Tržiča, kjer bomo pokazali, kaj imamo mi zgoraj na severni meji. Druga stvar je pa Marčunov pohod. Res se vas, vsako leto se vas precej udeležuje in letos tudi pričakujem, da vas bo tako polno število. Vreme bomo poskušali naročiti, dobro voljo boste s sabo prinesli, pa srečno. Društva Kranj, gospa Polanec. Ja, lepo pozdravljeni tudi v imenu Društva diabetikov iz Kranja. Najprej novo oziroma staro izvoljenemu vodstvu želim izreči čestitke, da vam je zaupano še naslednje 4-letno obdobje. Želim vam tudi čestitati za dobro upravljeno delo v lanskem letu in pa najmanj toliko uspešno delo tudi v letošnjem letu. Vem, da je težko, naše društva, vsaj ta manjša, imamo verjetno enake težave. Jaz jih tukaj ne bi pravzaprav ponavljala, ker se z njimi zmeraj vsako letno srečujemo. Bi pa v tej priliki vas povabila na naše meddruštveni pohod, to je 22. aprila, ker si bomo ogledali osnovne značilnosti mesta Kranja, poudarki pa predvsem na ogledu kranjskih rovov. V glavnem dobrodošli in upam, da se vidimo. Pa srečno. Še Kamnik. Savica Juntes je spopra nekaj lepega povedala. Vse bi vas prav lepo pozdravila iz Kamnika. Najprej bi zaželela res iskrene čestitve novemu vodstvu. Res super ste, krasen, vse super speljete, občudujem vas. Lani smo bili na vaši proslavi, kar so hoteli ogromen članov, prišli smo kar malo več, kot je bilo dovoljen, ker smo bili res vsi so bili zelo veseli. Tako da res enkraten imate krasen program, uspešno ga planirate, izpeljate, vse super. Obenem bi vas še povabila, mi imamo tudi meddruštveni pohod, 3.6. bomo šli v Volčji potok, probali se bomo zmeniti, da nam bojo malo cene spustili, upam, da nam bo ratalo. Vsi ste zaželeni, pridite, mislim, da nam bo lepo. Še enkrat hvala za vse, pa veliko uspeha še naprej, pa srečno. Hvala lepa. Še gospod Škofje Loke, Tanja Oblak. Lep pozdrav iz Škofje Loke. Nekaj vas se spomnim, ko ste bili na našem športnem srečanju. Veseli smo bili, da je bila udeležba taka, kakršna je bila. Tudi jaz bi čestitala novemu vodstvu, želim mu veliko uspeha. Pa tudi jaz bi pohvalila tole vašo proslavo, ki ste jo pripravili. Zaradi tega moram povedati, da ko smo šli domov, da so res vsi pohvalili. Zdaj se jim je zelo zanimiv zaradi tega, ker so bile zelo pestra, raznolika, za vsake nekaj, tako da čestitke ekipi, ki je to pripravljala, pa tudi vam, ki ste 30 let pelali društvo, tako da bo kar v redu, tako da če bomo nadaljevali še enkrat to, pa se pa spet malo preštejemo. Hvala. Potem stran v arhiv kraja. Dobrodošel vsak, ki kaj lepega pove. Ja. Izvolite. Zgleda, jaz sem ta zadnji kleleke, to smo pa ta zgoren gorin z Jesenic, da vas pozdravim. Pa da se ne bomo ponavljali, vsi so že povedali, kako so zadovoljni z vašim novom, jaz bom pa drugače povedal.
da imate pa iste probleme, kukar pa pri nas na Jesenicah, a ne da. Vsi imate koralne diabetike, a ne, ni tam mladah, mi tudi imamo ta problem, da nimamo tam mladah. Vsi smo že v glavnem v penzionu, a ne. Vam bom jaz povedal, ki mene je eden vprašal, je rekel, ti koga pa delaš v penzionu? Sem rekel, enemu kvartetu pojem. Je rekel, a res? Je rekel, koliko vas pa je? Sem rekel, 3. Je rekel, kdo pa? Sem rekel, jaz pa moj brat. Je rekel, a imaš mrtvi brata? Sem rekel, ne, zakaj pa sprašuješ? No tako pa sem pa še jaz njega vprašal, koga pa ti delaš, ki si v penzionu? Je rekel, jaz sem se pa v knjige vrgel. Sem rekel, koga pa bereš? Je rekel, zdaj pa berem Karla Maja Kapital. Madonna, sem rekel, to pa ni Karl Maj, to je pa Karl Marx, pa Kapital. Je rekel, a ja, sem že 200 strani prebral, pa še vbega Indijanca v Dankode. No takole, da bo majhen drugačno, jaz zaključen, kukar Gorenc, zdaj pa, ki se takole dobre vole, pa predsednik se tako smaja, pa ki od zdravstva prej govoril, se veste, jaz sem tudi ta zgoran Gorenc, pa so mi zmeraj zafrkavali, da sem butelj, pa voharam, pa naumem, pa trapas, sem pa šel v kliničen center, sem rekel, poslušajte, a bi se dal kaj narediti, da ne bil jaz več Gorenc, sem rekel, pa magarče sem Štajerc. So rekli, ni problema, če hočeš, da bo Štajerc, pol možganov bomo ven vzeli, so avtomatski Štajerc. Sem rekel, prav se strinjam, meni narkozo gor, se pa zjutraj zbudim, pa pride primarij, pa prav, a veste kaj, ena napaka se nam je naredila, 3/4 možganov smo vam ven vzeli. Sem rekel, benoštja, ma kaj ste ga srali. Hvala lepa. A nov kolen ima pa težko, ko bi se govorili. To je od operacije posledice. Hvala lepa, ja. Superiorni Gorenci, evo. No, zdaj ni več, ker imam da kazni promoci. A bo še kakšno, ja? Prosim. Naša častna članica dobi besedo. Društvo diabetikov, seveda že 30 let, kolikor sem sodelovala in kolikor zdaj spremljam, moram se zahvaliti vsem, ki so nekdaj in ki zdaj delajo v društvu, ker to je res neko tako humanitarno delo, da sem jaz vesela, sem rada tudi z vami, da vas imam rada. Zato, ker vem, da skrbite za svojo bolezen, da to ni lahko. In predvsem sem ponosna na društvo, na ljudi, ki v njem delajo. In se najlepše in imenu tudi vas lepo zahvaljujem. Od New Yorka do Slovenije in nazaj. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosila. Hvala, pa še kdo? Pardon. Kdo? Ja. Pa bi vas v imenu Jeseničanov samo toliko pohvalila, da ste tako aktivni, da se udeležujete prireditev, da hodite na pohode in vesela sem, da se trudite skupaj z vašim vodstvom, ker se mi zdi zelo pomembno, da vam dajo možnost. Namreč vsi ti ljudje, ki se trudijo tukaj, vam dajo možnost, da nekaj naredite sami zase. In zdi se mi, da je to v vsem delu društva najbolj pomembno, da vam dajo možnost, da nekaj naredite zase. Od vas je to odvisno, koliko boste te možnosti izkoristili. In s tem, ko se udeležujete stvari, ki to izmišljate, in dajete največje priznanje. Hvala. A je še kdo, ki bi rad dodal kaj? Če en vic povem. Pol na koncu smo predali. Lahko mečkam z vici do konca, ko bomo še to.
prosila gospod predsednika zveze, ker sledi podelitev priznanj strani Zveze društva diabetikov Slovenije nekaterim našim članom. Prejme Anton Košmr. Naj pride prosim na oder. Vsi ga poznamo kot Toneta, ki je dolgoletni član društva in zelo uspešen vodja rekreativnih dejavnosti. Vodi vse tako in prehodi vse poti za nas, da je možno priti na cilj vsem tistim, ki hodijo hitreje in tistim, ki so že nekoliko omagali. Upamo, da se bo trudil še naprej. Hvala, Tone. Jaz se vsem zahvaljujem za tole, res sem bil presenečen, tako da pohvali so kar v redu, sam jaz ne poznam toliko terenov, pa malo se trudim, kje bi. Za svoje noge ti že najdem kakšno pot, kakšno bližnjico, pa gre, ne, za več ljudi je pa že malo problem. Tako da najlepša hvala za. Se bomo še naprej. Bronasto plaketo še prejme gospod Brane Peterka. Brane Peterka je že kot član izvršnega odbora bil vse skozi zelo aktiven, kot predsednik je bil izvoljen že leta 2012 in takrat dalje je polno angažiran na vseh področjih društva, tako pri delovanju, posebej pa pri pripravi programov, kjer mu seveda mnogokrat priskoči na pomoč tudi gospa soproga Marija. Hvala vam za zaupanje in bom probal čim bolj ustreči vaše želje. Hvala. Bronasto plaketo prejme tudi Drago Poljanšek. Je aktiven član društva od leta 2007, od 2013 pa podpredsednik društva, v pomoč je pri vsaki organizaciji, pri izvedbi programov. Soprogo tvorita tak vzoren par, ki poskuša narediti vse, da bi bolezen obvladovala. Na okrevanjih je zelo spodbudno vpliva na vse prisotne, je vedno prvi, kjer je gibanje in kjer je akcija. Najlepša hvala. Srebrno plaketo prejme jo tajnica društva, gospa Mojca Grčar. Mojca je zadnjih 10 let tajnica društva in tista oseba, ki zna in zmore pomagati sleherniku, ki to želi ali potrebuje. Zna se približati ljudem, jih razume, tolaže in hkrati je odlična organizatorka vseh akcij, ki se dogajajo v društvu diabetikov Domžale. No, je In ker mora biti tudi zlata, zlato plaketo prejme Franc Pavlič. Franc Pavlič je aktiven član izvršnega odbora, društvo s svojim strokovnim znanjem pomaga pri vodenju. Mnogokrat organizira in vodi izlete, ki so vedno zelo pestri z ogledi kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti. Je tak promotor društva, ki je zelo uspešen pri zbiranju raznih materialov, pri izvedbi srečolovov in svojo neizmerno voljo in vztrajnostjo kljub stresnim trenutkom v zadnjih letih je aktiven na vseh področjih, tako pri delovanju kot programih. Hvala ti, France. No, malo ste me presenetili. No, to je prav. Moram reči, da meni delo v društvih, ne glede na to, ki delam, je izredno pomembno. Že od mladega sodelujem stalno z ljudmi. Tega se ne morem znebiti. No, delal sem, 12 let sem delal kot predsednik društva v Trzinu in ko sem malo zbolel, da naprej drugega ne bom govoril,
Takrat sem se odločil, tudi zaradi mojih let, ki so že kar precej visoka, sem se odločil, da bom delal samo še pri diabetikih. Ker nekaj moram delati, drugače bom pa zarjeval. Torej, najlepša hvala vam. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku Miklavčiču, da je podelil priznanje in vse tiste, ki ste priznanje dobili, prosim, če se tukaj postavite v vrsto za eno lepo fotografijo. Za skupno sliko, seveda, no. Se od vsega srca nasmejite in ne pozabite, vedno drobni tisk preberite, ker če ga ne verjemite, tiste izkušnje dobite, ki si jih nikakor in nikoli ne želite. Vsi pa si v tej pomladi zase vsaj košček neba ulovite. Zdaj vas pa vabim na tisti končni del. En majhen prigrizek, na klepet, na druženje, na ples. Hvala, ker ste bili z nami. Samo trenutek še. Čisto na koncu je bilo tlele napisano en velik smeško in smo napisali, da mora biti en kratek predah in imamo midva s predsednikom eno željo, da se nekako zahvaliva naši gospe Vidi Čeh. Ona nam je v preteklem letu priskočila res v veliko pomoč, posebej pri vsej tej organizaciji 30-letnice. Želela sva se ji nekako skromno oddolžiti in prosim, Vida, če stopiš k Branjatu, naša Vida je v našem društvu res veliko pomoč. Organizira in vodi predavanja, je vodja naših okrevanj, na katerih ima tudi predavanja, delavnice za udeležence, izvaja meritve, nudi vso medicinsko oskrbo in z udeleženci opravi tudi individualne razgovore o njihovih težavah in je duša naših okrevanj. Njena nesebična skrb za druge, dobrodelna dela, ljubezen do sočloveka, zna krepiti v ljudeh optimizem in ji da vedeti, da v stiski niso sami. Za njeno dobroto, plemenitost in človekoljubna dela ji podeljujemo posebno zahvalo. To smo dali, da se bo ona malo crkljala. Lahko povabi tudi moža zraven, ki bo pasal. Tako da res smo veseli kot Vida, kot oseba, kot karakter. To je, brez nje ne moramo naš društvo. Tako da se zahvaljujemo za vse nadaljno delo, za nazaj, za naprej, da bo z nami. Hvala. Ampak hvala vam. Rada sem z vami in še bom z vami. Hvala. No, zdaj pa boste postreženi, zabavajte se malo, če ima kaj še kakšno pripombo, kaj tašnega radi vidimo. Tako da so rekli, da vice pa take stvari, lahko je kakšna stvar, ki pride kaj tašnega konkretnega, ne vulgarnega rečejo, ne. Nekaj so pa rekli, da je potanom je Slovenija kot ženska, ne. Ima plave oči, to je morje, ne. Ima lepe obline, to so hribi. Ima Postojnsko jamo, ne. Potem ima tudi tež, proti. Tako da v bistvu oblika Slovenije, veste, kaj je. In da iščemo že 25 let Petelina, da bi je zrihtal. Pa ga še ni. Hvala, zabavajte se.